Pa se še sprašuje, zakaj smo, kakršni smo dan danes. Tole so 41. glave, danes je ponedeljek, 27.10. ura je 21.41 zvečer. Glave so potke za legitimno preživljanje prostega časa in enkrat bom to prav rekel. Pižama, intro. Živijo 41. glave v svoji Halloween ediciji, oziroma kot se temu lepo po slovensko reče, edicija za predvečer dneva vseh svetih. Danes se bomo pogovarjali o strašnih stvareh, ampak kaj o tem več, ko povemo še vse stvari, ki jih moramo. Namreč lepo povabljeni, da nas imate radi na Facebooku, da nas všečkate, to zdaj lahko rečemo, ker je ta beseda tudi v novem SSKJ-ju. Ja. Tako da to je lepo pravilno. Sedaj všečkajte nas na aparatus.si. Pejte na aparatus.si poševnica podpri in izberite 4, 8 ali 12 evrov, da donirate za aparatus. Anže se je odločil, da bo letos za Noč čarovnic hodil naokoli, oblečen v vampirja, tako da potrebujemo predvsem 50 litrov krvi, da jih bo škropil naokoli, da bo bolj verna maska, tako da če ima kdo kaj viška krvi, pa se mu ne da hoditi do Zavoda za transfuzijo, lahko gre tudi do Anžeta direkt v Trnovo, kjer mu Anžetov sodelavec, dr. Jojboli SP, pušča kri in poskrbi za to lepo masko. Sicer pa ja, danes bomo govorili o vsem groznem, vsem krvavem. Se nisem nič drugega pozabil, ne Anže? Ne vem, stari, sem slišal Jojboli SP, kaj si govoril. To je super. V glavnem, danes nas je tukaj cel kup, 5 ljudi nas je zbranih za mikrofoni in sicer moramo to napovedati na en tak podoben način, recimo... Oh, God. Tako. Soundboard app je bilo treba pripovedati. Razen za Halloween edition. Lej, današnjo, mi da so danes sicer hoteli narediti ene glave o Rahmaninovu, ampak je potem nama 2 tedna že prej Savič težil po internetu, posod je bil po Facebooku, po Twitterju, po mailih, oni kar odpirajo neke file, fanta, jaz sem pa tole delal za Halloween special, lejte to in naredil 15 strani razdelanega scenarija, vsem je napisal tekste, pravno, Branko Čakarmiš je bil v teh 2 tednih in smo mu dokončno popustila, potem, ko je obljubil, da s tem, ko pride danes v oddajo, se odpove nastopanje v glavah za naslednjih 6 mesecev. Okay. Yeah, you didn't read the fine print. Dobar, v redu. V glavnem, potem kratkemu vodu, ki bo najbrž končal izrezan, še enkrat pozdravljam Bojano, reci živjo. Živjo. Majo, živjo. Zdravo. Anžeta, živjo. Živjo. In Domna, živjo. Dobar dan. Danes bomo govorili o... Ideja je bila sicer taka lepa, dajmo narediti nekao scary nanizanke, pa to, ampak smo razširali vse skupaj, zakaj bi vedno samo čepeli ob televizorju gledali nanizanke, smo rekli, dajmo na karkoli pop kulturno strašljivega in groznega in bi kar prepustili besedo s prvim krogom, bomo začeli in seveda moramo še povedati, da ste obe in Bojana in Maja članici Film Flova podcasta, ki prav tako poteka na Aparatus mreži enkrat mesečno in se ukvarja s filmi, tako da če niste še Film Flova poslušali, pejte se takoj naročiti, poslušati vse za nazaj in to je to. Tako da, Bojana, tvoj prvi izbor je... Wow, ok, hvala Pižama za tole lepo reklamo, pa zato, ker si nas pustil prve, zato da povemo te lame stvari najprej, obviously. Moja prva stvar je dejansko serija in edina serija na moji listi do zdaj, teh 3 stvari. Moram pa reči, da sem vse 3 stvari, ki sem si jih zbrala, pač, ki so mi scary noro, črpala iz izključno otroških spominov. Pač mislim, da to je edini čas, ko sem bila zares prestrašena, imela nočne more, so bili to pač ti otroški spomini. Mislim, da Maja isto. Ja. Nekako. So imeli že prej nek ta dolg pogovor. Tako da prva stvar, ko sem se jo spomnila, so Amazing Stories
ki je bila serija, ki jo je Spielberg produciral. Ja, to je bilo tako, ker je bil kar high production value. Ne? Ja, to v bistvu, mislim, jaz nisem imela pojma, ne o tem, da je Spielberg delal niti kaj naslov, ampak pa sem pač nek ekstenziven Google session imela in sem pač, ker sem se spomnila noter na metala in potem zvedela, da je to, ja, to je bilo v bistvu kao, poskušali so kao Twilight Zone modernizirati, pač Spielberga je, no, in potem je pač k temu povabil še cel kup tako noro dobrih igralcev in režiserjev, recimo med drugim je tudi Clint Eastwood režiral mene par teh epizod, Martin Scorsese, Robert Zemeckis, Burt Reynolds in Danny DeVito sta tudi pač bila med režiserji. Burt Reynolds. Ja. Okay. Anyways, jaz sem se spomnila 2 epizod iz tukaj in sicer prva je bila v enem modelu, ki je bil slikar in mu je žena umrla in preden je žena umrla, je na sliku njen portret in seveda potem, ko pač je žaloval za njo, je ta portret začel z njim govoriti in pač to se mi zdelo dosti. To se jaz spomnim, ja. To se spomniš, ja. Pač jaz sem res tako, se pravi, to je bila neka osnovna šola, začetek osnovne šole, ker sem jaz to po šoli dejansko gledala in ni bilo zdaj zares počuno creepy toliko, da bi imela nočne more. Ta drug del, ki se ga pa res ful spomnim še zdaj, je pa v enem modelu, ki piše, mislim, da je horror pač zgodbe in ga neki izzovejo, da pač on se hvali, da nič več na svetu ne more pač ustrašiti. In to potem, ko to reče, se mu začne pač v gledalu, vsakeč, ko se v gledalu pogleda, se mu tako začne prikazovati nek fantom v zadej in do tega dne si pač ne morem normalno zob pomivati. Hvala lepa, pač Spielberg. Ja. Ok, Anže. Jaz. Ti si. A res? Ja. Dejansko. Okay. Ja, jaz bom pol old school. Ne? Jaz sem v bistvu 2 old school, čeprav pa so vas Savičem kregala, ampak pač Alfred Hitchcock Presents je pa ena zadeva, ki je bila tako zelo serialka, mislim, in je tudi 100 let trajala, tako kot vse v 60-ih, ali da je bilo to posnet, ne? Je pa pač tako, taki mini, ala Twilight Zone, do katerega bomo itak prišli, ampak so vsi več ali manj creepy, ker je Hitchcock. Škle ni. Kot Twilight Zone imaš na vsega tok cajta enega, tako, ta se pa v vesolju dogaja, in je samo to, kar je special pri tej epizodi, ne? Pri temu Alfred Hitchcock Presents je pa dejansko tako, pač vse ta, pač creepy, ne vem, druge besede ni, no, ker pač budžeta so imeli, kot so ga imeli in pa so te stvari ponovadi tako narejene, da furajo neko tesnobo oziroma neki ljudje malo umirajo in ne umirajo in podobno, no. Ampak gre tako že spet za eno od unih redkih stvari, ker so iber stare, pa še zmeraj držijo vodo, no. Tudi če gre zdaj gledati, ne, je zadeva tudi na Netflixu, jaz sem že spet pač gledal, čeprav še nisem prišel do konca Twilight Zone, ampak na zadnjega tok cajta, ker še tega pogledam, no. In je tako, pač vmes so tudi epizode, ker rečeš, kle sem imel pa slab dan, ker so tole delali, ampak na vsake tok cajta je pa kakšna čist huda. In sem imel en link, ki ga zdaj nisem najdel, ampak upam, da ga bom najdel, dokler bomo dali tole ven, ki je eden naredil izbor, tako jagodni izbor vseh teh epizod, tako da se pol da pogledati samune, ki so res vredne ogledane. So pa to tako, pač Hitchcock, jaz ne vem, vse to vsi vemo, kva pomeni, ne? Ja, da na začetku on pride in pokaže svoja lepa lička. Ja, ok. Cigaro, seveda. Ja, una silueta pa to, ja. Ampak je tako, jaz sem tako... Ko si rekel silueta, zanj sem na No Such Thing as a Fish slišal res zabavna stvar, da siluet je bil dejansko, je bil primek. In to je bil človek, ki je bil francoski minister za finance in ki je toliko previjal davke, da te bogataši si niso mogli več prvoščiti slikanja portretov in so si potem začeli delati te siluete strani in od tle potem so jih poimenovali po njem, tako da to je silueta. Oh, wow, kakšen Random fact. Zdaj, če so se na QI lagali, pejte njih ganjati, no, ampak jaz ne pravim, kaj so oni rekli. To so se zihar lagali, od kje pa zdaj bogati davke plačujejo, to je zdaj neka znanstvena fantastika spet. Ja, govorimo o starih časih, Domen. Ja, dobrih starih časih. Tle bi mogoče zdaj, če smo pri tem, pa ko vidim, da ga ni na seznamu napisanega, je mogoče tudi v tem približnem fazonu, kot je Alfred Hitchcock Presents, tudi Ray Bradbury Theatre. Se pravi, zgodbe, ki so bile snemane po kratkih zgodbah Raya Bradburyja, teh poleg Dala, ki ga bomo še omenjali danes najbrž.
če se ni kdo zlagal tlele na seznamu. En res mojster teh kratkih zgodb, srhljivih, z zaključnim twistom. In tisto je tudi ena taka, ta je pa moja, ta otroška travma, ker je bil en del, ki je nek tip prodal svoje okostje. Ne toče, kako je šla cela zgodba, samo da tip je prodal svoje kosti in potem je na koncu mu ga izvlečajo ven in na koncu leži tam kot tista brezoblična gmota, ki je ostala od telesa, se pravi koža malo čudno nabrekla na mestih, brez kosti, sploščeno brz in zaradi tistega jaz vem, da sem videl kot otrok, kakšen mesec nisem upal v klet hoditi po noč. Kako je prodal, ne razumem. Prodal je svoje kosti in pa samo kosti je ven izvlekel iz telesa, mislim, da skozi usta celo ali nekaj v glavnem. Pa je tako dolne ščikan. Ja, nekaj tazga. Zato brez hrbtenice je bil tak pahor. The fine art of French cooking. Wow, ok. A to pižama štejemo kot... Ne, to je čisto tako zraven, da je skratka. Ne, bomo zdaj... Ja. Tako da, Maja, izvoli. Že jaz, ok. Pa bom pa jaz nadaljevala iz otroških travm. In sicer jaz, ko sem bila majhna, sem gledala Cartoon Network pač skozi. In tam je bila ena risanka, ki je mene še posebej freakoutala, vedno, ko sem jo gledala. In to je Courage the Cowardly Dog. Ja. Zdaj ne vem, koliko smo zdaj iz iste generacije tukaj, ampak to je bilo v glavnem to se spomnim, da v osnovni šoli sem to skozi gledala in to je bil tako, pač to je bil en kuža, en pink bogi kuža, ki ga je posvojila ena stara gospa. Pa starata je bil full grumpy guy, ne. Živeli so middle of nowhere. Dobesedno se je tako rekel. Dobesedno je bilo tako, ja, to je bilo pač mesto. Nebraska pa to. Yes, exactly. In v glavnem, in potem se mu je v tem kužatu pač dogajale ful različne grozne stvari, kot recimo različni vesoljci so ga prišli obiskat, zombi, mad scientist, v glavnem vse svašta. Kar je bilo pa meni najbolj dobro pri tej risanki je bilo pa to, da kasneje, ko sem pa gledala horror filme, sem pa videla, da dejansko so se oni navezvali na te filme in sem v bistvu poznala film, še preden sem ga pač videla. In mi je bilo to, recimo, to sem se spomnila, da ta risanka mi je bila prav grozna tisti čas. In ful mi je zanimivo tudi, da so tisto risanko takrat pustili predvajati na Cartoon Networku, ne. To bi bilo nekaj, kar bi bil danes Adult Swim. Ja, ziho, 100% bi bil Adult Swim to. Nemogoče, ja, ker je točno to, ker je pač res je grozna. Pa da je pa res bizarke se tam dogaja, pa fotor ga zmeraj, mata ga zmeraj hoče ubiti. Ja, so najhujše, ki vedno pač njiju, ne, ona da sta ta stara, sweet, pač, I'm on my porch, rocking on my chair, in potem pač ko, vesoljci. Ne, ampak kaj je najbolj grozen je, da ta stara, da se nikoli ne zaveda, kira nevarnost ima pred njim, ne, medtem, ko sam kuža se zaveda tega in je tako, to je najbolj scary, mislim, da si ti edini, ki ve, da nevarnost prihaja, ne. In to dajo Cartoon Network v najstarejši. Ja. In pa se še sprašuje, zakaj smo, kakršni smo dan danes. Da smo genezo vsega, kar je narobe z današnjimi generacijami. V bistvu, če smo malo politični, lahko rečemo, da je Janez Janša Courage the Cowardly Dog. Ja. Samo on se zaveda, mi pa tam, ne, in the middle of nowhere gledamo televizijo. Samo res TV gledate star non-stop. Žava? Jaz sem pa začel tudi z eno, pa ki ni toliko sicer otroška, ampak potem najstniška in kar se pelala naprej, pa tudi mogoče ni toliko grozna, da bi zaradi nje se skrival pod pojslom, ampak se preigrava z vsemi žanri, z vsemi lastnosti horror žanra, science fiction in drugih stvari. Sicer gre za Treehouse of Horror, Simpsonove, kjer je Domen na začetku si tako genialno izposodil ta krvavo smešna imena. Bravo, Domen, še enkrat. Hvala lepa. Zdaj, poslušalci gruntajo, kaj je to, ker ne vejo, ker je pač že izrezal 4 minute začetka. Gre pa za stvar, ki so jo začeli delati na Noč čarovnic v drugi sezoni Simpsonov že. So naredili en krajši segment in sicer 3 segmenti so bili v tem delu in že takoj ta prvič so šli na vse hodo na Amityville, na zombie in pa seveda na legendarnega Ravena od Edgar Allan Poe, kjer imaš potem, mislim, da James Earl Jones prebira ta Raven in
Homer seveda to piše, Raven je v obliki Barta in potem, ko reče quote the Raven in Bart pravi, eat my shorts. Ta pobalinski humor, ki se drži in potem so ena stvar sta Kang pa Kudos, tudi ki sta noter, se pravi dva vesolca, tentaklasta, ki se stalno slinita in obiščeta svet Simpsonov samo v teh zgodbah, za katere moramo povedati, da niso kanon, čeprav pri Simpsonovih se je že toliko enih stvari zgodilo, da mislim, da imajo tako nekih 50 različnih kanonov, da je tam not več schizem, kakor v krščanstvu. Ja, mislim, da. V glavnem, ampak in potem so skozi leta so vsako leto naredili eno tako in se delali norca. Od recimo Shininga so se delali norca, ampak je bil to The Shining, zaradi tega, ker niso smeli uporabljati te fraze, ker je pod avtorsko zaščito. Recimo z Soylent Greena so se delali norca, Starship Troopers so postali Starship Poopers in stalno odkrivali neke nove stvari, ki jih lahko potem naredijo. Do tudi še celo letos, da Simpsonove se me že priznati, ko mislim, da 2 sezoni nazaj njihov redno spremljati, ampak ta Treehouse of Horror si še vedno pogledam in letos je bila luštna ta A Clockwork's Yellow, kjer je... naredili so Clockwork Orange. Ne, samo da je ta naš gostilničar, je on zdaj ta glaven in Homer se seveda zaljubi v Marge in gre po svoje, ampak potem se mora dobiti za še en zadnji hit in na mesto onega penisa kamnitega, ki je v originalu Kubrickove, imajo tukaj eno tisto risankasti stvor, ki je točno nek ameriški, tak popularen, ki je v tej neki obliki zaobljeni, ga uporablja in pa seveda na koncu v The Others, ena taka zelo povprečna, človek rekel sicer zgodba, v kateri se znajdejo sodobni Simpsonovi, z duhovi Simpsonov, ki prihajajo še iz tistega obdobja animacije, ker so začeli na Tracy Ullman. Meni je bilo tako zgodbovno samo, ne, ampak tako gagi noter so bili. Gagi so bili super, kako drugi se pobijajo, da bi se, ker se ta stara Marge zaljubi v novega Homerja in potem jasno se še ta nova Marge ubija, da bi imel Homer 2 duh, spiritual girls. Ampak glavni gag je pa potem na koncu, ko naredijo, kako začnejo prihajati od novi in novi Simpsonovi v različnih oblikah, od anime, mislim, da je celo Adventure Time noter, pa še polno nekih teh aluzij na druge animiranke. Tako da, če vzemite si čas, pejte pogledat noter, se pravi, to je, pa se tega ni toliko, če tako gledate, to je 25 krat po pol ure, no, to je res ni toliko. To je ena sezona nečesa. Ja, ena sezona nečesa. Gotovi boste, ko bo Savič naslednjič na aparatu, so tako delej, pač to ignorirate, pridite nazaj. Tako da, pa poleg tega so pa recimo tako, čemu bi pa rekel, tako iskreno strašljivi, še če ostanemo pri Simpsonovih, pa če hočete res gledati, ki so res sami naredili dober thriller, tudi psihološki thriller, so pa to epizode, v katerih not nastopa Sideshow Bob, ki stalno skuša ubiti Barta in mu glas posoja Kelsey Grammer oziroma Frasier, kot ga bolj poznate. Tako da to je moj prvi. In gremo na drugi krog. Bojana, kaj je tvoj drugi izbor? A Saviča pa nisem, on že povedal. Okay. Ne, Domen, daj. Okay. Jaz sem se dal na mute vmes. Domen, izvoli, tvoj prvi izbor. Jaz bom, lahko jaz tudi vse na koncu preberem, ker itak očitno bomo zdaj tle, boste vi brali neke take pusi na nizanke, potem bom mogel pa jaz rešiti sceno in povedati, kaj je res strašno in kaj je res grozno. Lepo, da ste vsi upoštevali in da smo se zmenili, da eno kao klasiko, pa eno malo starejšo, pa eno novejšo. Očitno bom sam jaz govoril o novejših pa o klasikah, pa mogoče še Tomič, ki itak mu sam lovi RTV 1 pa 2 pa HTV, pa lahko sam klasike gleda. Torej, jaz sem se čist napalil, oziroma eden od razlogov, zakaj sem 14 dni ali koliko cajta že buzeriral tle vse prisotne in prisebne, da bi naredil ta special edition glave, je zaradi tega, ker sem se čist navlekel na American Horror Story. In to tako, da sem začel gledati, se mi zdi, da drugo sezono, potem sem šel na tretjo, pa usporedno gledal prvo pa četrto. Zdaj je pač četrta sezona se dogaja. Koncept je pa v bistvu tak dost zanimiv za to scary nanizanko, se pravi, da vsaka sezona ima 13, meni se zdi, delov. Po
1 uro ali 45 minut in pač v vsaki sezoni imajo eno specifično lokacijo, na kateri se dogaja neka zgodba. Se pravi, prva sezona se dogaja v neki hiši, ki straši, taka klasika, potem grejo v drugo sezono, grejo v neko zapuščeno oziroma grejo v neko bolnišnico za umsko prizadete osebe, lahko bi se rekli tudi fakulteta, recimo pri nas. Potem grejo v tretji sezoni, grejo da se spomnim, v tretji sezoni obdelajo čarovnice oziroma ta nek, kako se reče lepo slovensko, The Coven. To je zbor čarovnic. Trop. Ja, uredništvo ženske revije, uredništvo ženske revije, dajmo prevesti. Pa v četrti sezoni se pa zdaj ukvarjajo pač s cirkusom oziroma s freak showom, ki se dogaja pač nekje na jugu ZDA. In fora je v tem, da imajo večinoma iste igralce oziroma da gre za nabor istih igralcev, se pravi ne karakterjev, ampak prav igralcev, ljudi, ki potem v različnih sezonah prevzamejo različne vloge in je vsa zadeva tako zelo dobro zapakirana oziroma zelo spucana in pa v bistvu mogoče ta prvo pa ta drugo gledaš zaradi vsebine, pa gledaš zato, da vidiš, koga bo v naslednji sezoni igral tisti tvoj priljubljen igralec. Ne? In tlej treba pohvaliti, pač fenomenalna je, pa spet se boste režali, Barbara se zmeri reži, kar rečem, ki mi pol reče, da ni Francozija, ampak je Angležinja, Jessica Lange, ne vem kako se Jessica Lange, ne? Mislim, da je dejansko Jessica Lange. Ni Lange. Jessica Lange. Ali pa Lange. I'm pretty sure she's Jessica Lange. Evo, Jessica Lange. Ja. Ona je fenomenalna pač in je res tako, mislim, res fajn igrano oziroma res si pašejo te outfukane vloge in ta zadeva je res adiktivna. Spomnim se pa je pa ful zanimivo, da sem to začel že gledati, ne vem, pred pol leta ali pred enim letom, pa mi ni takrat potegnalo oziroma me ni toliko zagrabilo, kakor me je zdaj, ko sem po binge-watchal v bistvu 3 sezone tako v enem šusu maraton. Ker je res fajn. No. Ne, kar dokončaj misel. Ne, pa sem mislil, pač to sem mislil zaključiti, se pravi, to je ta American Horror Story, pa eno novo, pa eno staro, eno novo. No, eno ne, ne prihitivi. Ne, sem hotel reči, jaz sem gledal sicer prvo sezono, sem 3-4 dele, pa nekaj bilo, da bi odpeljal nekam drugam, ampak fucking tipček z lateks obleko, ne, tisti je bilo kar... Res lušno. A si zihar, da si gledal ti to? Ne, ok, bil je tudi v CSI-ju, tudi ta tipček z lateks obleko, ampak tiste je bilo res kar creepy. En tak tipček se tako spusti iz stropa, tako malo pride v bajto, pa ne vejo, kaj je, pa malo se ljubi potem z gospodarico. Tomič lateks, no, vse veš, kaj je to, vse ga imaš doma, pač lateks imajo, no. Ampak recimo pri prvi sezoni je ful zanimiv, kako so šli v bistvu, kako je prva sezona je v bistvu, se mi zdi najbolj zafrknjena od vseh, zaradi tega, ker so si izbrali to hišo oziroma disfunkcionalno familijo in so pol noter nafukali vse te mogoče pač te fore oziroma twiste iz teh modernih grozljivk, ki niso glih slasherji, ne? Ampak je v bistvu ful zanimiv, kako so pol vse ostale oziroma kako so pol iz tega kupa nekih teh twistov in obratov in fintic in jokov, ne, kako se mi zdi, da so pol v vseh naslednjih sezonah tako bolj streamlinali zadevo oziroma da so dali tega manj, zato da zadeva, da pač zgodba in kri, da pač bolj teče, hkrati so pa vseeno obdržali, da ne gledaš sam zato, da bi čakal, ok, iz kjera umare bo nekdo ven skočil, ne? V bistvu je takih momentov je zelo malo, veš, tiskar kamera počas za osebo in pol in nož in uno in tretje, ne? Ampak so v bistvu res take dost fine fore, no? Ki jih lahko tudi večkrat gledaš oziroma če si gledal enkrat, nič ne zgubi serija, če jo gledaš drugič ali pa tretjič. Medve sva prej čist iz pure research interesa šli pogledat pilota, ne? Ja. In mislim, meni je bilo po prvih 5 minutah dost, ne, ko pač videla sem sam neko klet, neke fetuse in potem je bil nek dojenček, ki je pač nekomu pregriznil vrat in sem rekla, no, shit, ne, not happening. Not happening. Yeah.
Ja. Plus, da je nekdo mislim, da je neka lepa metafora, ki si ti Maja opazila, da je bila pač ženska maternica primerjena s hišo. Ja. Tako da To je to. Okay. Okay. Pa lateks. ja. Whatever. Pižamc, kdo je? Mislim, da smo pižamo zgubili. Izginil je v... Ne, nehati snemati ljudje božji. Ne. Čakaj. Jaz sem mislil iz tega narediti neko tako foro, da se sploh ne bo opazila, veš, da ne vemo, kje je pižama, da kar naenkrat, to smo zdaj podcast The Horror Story, a veš, tako podcastamo in kar naenkrat folk dol začne padati. Tako. In potem se Boštjan Gorenc pižama nazaj priklop, ampak to ni Boštjan Gorenc pižama, ampak je en glas, ko reče, vem, kje živiš. Zdaj bom prišel, kaj z unim avtobusom, sam počakaj, ko je glih po 10 uri in moram pol ure čakati, ampak pridem. Ne? In tako je sploh ne bi noben opazil. Mogoče ena zanimiva stvar je, da so ravno ta film Tusk zdaj, ki ga je Kevin Smith posnel, ki je nek ta horror. V bistvu je bil, ideja bila ravno po horror podcastu, oziroma so na podcastu zbrali idejo, tako da pač lahko mi naredimo isto foro, ne, zdaj. Pač. Ja. Ok. Bojana, razvedri nas. Jaz sem že prej rekla, da bom črpala zgolj iz teh traumatičnih otroških spominov in tega. Najbolj grozljive stvari v resnici so bile risanke, definitivno. Tako, kot je že Maja prej ugotovila, samo da jaz pač nisem bila tako fancy, ker sem pač iz Bogu za leđima in nismo imeli Cartoon Networka, tako da smo mogli gledati češke risanke. Slovenija 1 was my horror show. Tako zdaj. V glavnem. In pač pa sem malo pobrskala po spominu in tista, ki mi je največ dejansko nočnih mor povzročila, je bil britanski animirani film Bedaček Peter in leteča ladja. A je to tisto, ki so ene lutke? Ja. To je res narobe. To je ruska zgodbica. Mislim, da je ruski. Ja, mislim, da je neki The Fool of the World and the Flying Ship ali kaj v angleščini. To sem tudi pol zgooglala, ker pač jaz sem samo te flashbacke, pač nisem tiste grozne feelinge in pač pa sem začela gledati in je res pač kocine so mi šle po konc, ker mislim, sej sama po sebi v resnici pač zgodba ni nič horror, ne, mislim, nič ni pač ravno grozljivega. Pač nek car, ne, da pač, ne vem, nek razglas, da dah svojo hčerko pač tistemu, ki bo letečo ladjo njemu pač pripelal in potem ta bedaček Peter, ne vem, pač dobi to neko čudežno ladjo iz peresa narejeno in pol ima neke teske, v glavnem pač ful je huda zgodba, no, mislim tudi tako res, jaz se res dobro spomnim še, ampak neki je na tem, bolj je ta unheimlich, ni nič scary, ampak pač ta feeling, ki ti ga da, ne. Mislim, da je bila še neka risanka, ki je bila pa, kaj že, ko sem prej tu gledala, neki svetilnik, nek Tomaš v svetilniku, pa ena mačka, ki balončke napihuje, tako pač fakt, ne, mislim, pač, jaz imam res teorijo, da so te risanke delali pač res neki nori, ne vem, fotri, ki so ravno kar dobili otroka in so jih zasovražali in svoje frustracije. Sorry, pižama. Mislim, da imamo vsi te neke risanke. Jaz sem so bile neke ljudske pravljice na risanke, potem nekaj, kar je bila en žakal, ena malha, ki je žrla vse in potem je tam celo kmetijo požrla vse ljudi, ti se je bilo scary. Pa to pa mislim, da smo zanjčokrat omenjali v enih glavah te prigode Marka Twaina, ki je noter prizor z nekim tem brezobličnim oziroma brezglavim bitjem, ki ima masko na mesto obrazek v neki taki sanski sekvenci noter, ki se zgodi in je tudi zelo creepy zadevca. Itak pa mora biti to za otroke, to je že prečet rekel, ne, da je stvari za otroke spoznaš potem, da so ene trikrat bolj krvave kot tiste za odrasle. Yeah, you can take that, ne, ko si manjši. Pač pol je life preveč scary, da bi ga pol life rata tako scary, da ne moreš preveč ne moreš handlati. Nizanke niso več dovolj. Ja, to je res. They're not scary. To je ta pozitivna nota. Življenje je to grozen, da. Ja, no, pač I did my best. Če gledaš, kakšne pesmice smo mi poslušali, vedve ste še toliko stari,
Pa tudi ti, že, da si poslušal te Hudo mravljico, te pesnice, ja. Kot Sirota Jerica, ki mačeha udarjala, direkt po lovadnici, pa to pa se krvca i vsa strdi. Pa pestrno, mislim, pa kaj so delali tem otrokom? Ampak to je zanimivo, glih pri tej mačeha udarjala, to ni, a je to slovenski komad v originalu? Ja. Aha, ok, ker sem se bal, da je to prevod, a veš pa, da so se mogli pol še z Rimo ukvarjati, oziroma da so tam, kako bi zdaj ta Cracking Skull prevedli tako, da bi se rimali z Breaking Bone. Ne? Ne, to so kar naše te lepe ljudske pesmice, ampak glej, nam je pomagal, mi smo to poslušali kot mulci in se navadili na življenje, zdaj še jih zavijajo vato in pa se začnejo rezati pri 13. Tam ni, a veš, se zdaj so dobili štirko pri razpoznavanju telovadbe. Zdaj poslušajo pa te razne Britney Spears, ki imajo še bolj neumne komade oziroma besedila, tako da lej, saj smo tam pač. Ne. Ja, dober, full ali Britney Spears še zdaj poslušajo. Ja, no, ti pa še dva, no, se to je dosti. Ja, okay. Druga dva sta člana Dua Roxette, ki se zažeten dobijo in pa imajo unel Britney Spears listening parties. Glavnem, kdo je? Ti, Anže Gležnje Gris Tomič. Ja. Okay, Trier. Prav vedel sem, jaz sem ga hotel še, ampak sem rekel, sem ga že tokrat omenil v glavah, da ga ne bom. Ne, ja, sam lej, Trierja imaš filme, imaš pa pol Riget. Ja, sej to. Pač to je pa, če govorimo... Danske skam! Ja, ne, pa to so... Aj norske skam. Fora je temu, da imaš, on je Norvežan, ne, je ta direktor, ali je klih kontra, ali Šved, on je Šved, ki ima Volvo terat. Oni so pa vsi Danci. Ja, to je cela fora tam noter, on z Volvo. Kingdom je pa v bistvu... Riget, dajmo reči Riget. Riget se ne. Riget, ja. Riget je pač serija od Trierja, ki se dogaja v bolnici in začne se zmeraj tako, da dva... Kako je politično korektno? Pomagaj mi. Dve osebi z dodatnim kromosomom, ki upravljata vlogo grškega zbora. Tako. Ja, ona dva sta v bistvu grški zbor in imata dodaten kromosom, zdaj razberite, kaj to pomeni. Pomivalca sta v bolnišnici. V bolnici in se pač pogovarjata, tako v bistvu dasta malo ekspozicije, ne? Potem se pa začnejo dogajati stvari v tej bolnici, ki so že spet noro, da so Danci lahko to posneli. Itak vse zgleda, da je posnet z nekimi kamerami iz 70-ih, saj tako imam jaz to v spominu, pa sem na DVD-ju gledal, pa je vse zelen, pa rumen, pa oranžen. Ne, tako, res. Ampak je tako, ful je dober, ker je tako zgleda vse, da je na polikliniki posnet. Pa so te nek laminat, pa stara oprema, pa imaš tega nekega direktorja bolnišnice, ki je annoying, pa je ne pašte. Ampak tako, to je res taka... Udarti na psiho ta stvar. Ja, to je pa res tako, mislim, to moraš biti pa v mudu za gledati. No. To pa ni tako, mogoče me bo nekaj malo prestrašilo, ampak če to gledaš, pa če nisi tako prej bil dobre vole, pa te pol to sam tako na psihera, se vržeš z oka, jaz ne vem, kva narediš, ampak je res, vse Trier ni normalen človek, ampak Klepa res ni normalen. Iskreno, vse, kar sem od njega videl, nič ni bilo toliko gledati, kot je Riget, pač nič. Vsi filmi so v bistvu tako Disney proti temu. Kar se me res, pa to sploh ne prva sezona se konča tako, da ženska rojeva demonskega otroka, ki je na to v drugi sezoni alegorija Jezusa Kristusa, ker ful raste in potem ga imajo, ker ne morejo ga več v posli imeti, ga imajo prevezanega na steno in je totalno v tem pač križanem položaju z brutalno predolgimi okončinami. Ja, ampak vse je posnet. Ja, vse tako realistično zgleda. Tako prav zgleda, kad bi to snemali na ljubljanski televiziji leta 73. Ali pa tako, kot The Office je posnet, no. Tako zgleda, veš, kar tako natural lighting je v bistvu, no, sej ni, ne. Ja, tak kvazi dokumentarističen stil. Mislim, tako, malo ima tega zraven, no, in je res, to je weird. To je res ena bolj takih... Pa majhne punčke v formalinu. Ja, lej, so se. Res, ampak jaz sem to na DVD-ju, sem pač imel dejansko obe sezone. Dve sezoni sta hotel, so tretjo, je ta gospa, ta igralka, ki je to staro gospo igrala, je umrla vmes. Pa mislim, da tudi tak je direktor je igral, da ni več na trdu, pa ne bom. Volvo, ja.
Po mojem je ful več teh stvari, mogoče smešnih, če si Danc ali pa Šved, ker razumem, Danc. Ker se med sabo, ne. Ker se med sabo, ja, drke, ampak načeloma je pa res tok. Dejansko je fora tle, da nimaš samo tega, da bi neki horror element, ampak da dejansko stojijo vsi ti odnosi med liki noter. Ja, mislim, res, kot ker bi v eno bolnišnico prišel vse živi odnosi, ampak potem se pomeša še nadnaravno, ker tam prodira, pa ta element vode tukaj, ne, ta voda, ki neprestano grozi. Ja, ta voda je pa dejansko eden lepših posnetkov, ki jih boste kadarkoli v življenju videli. Sam ne gleda, če ste železnikov, prosim. To je res. To je res, ampak je pa tako res, že kaj intro je iz tega narejen, ker so tako pač, dobro, ena trupla pod vodo, pa tako ena trava, pa tako res lepo narejen. Ja. Ker jaz sem tako, ker sem začel gledati, sem rekel, o moj bog, kjero produkcijo imajo Danci, pa vidiš, da je sam intro. Na tem nivoju. Vse ostalo je pa poliklinika. Zato so vas budžet pognali verjetno poj pod manj. Po moje budžet za intro je bil, ja, točno to, res. Ostalo je pa kar dogma. Da bomo pa spremenili koncept. Glavno pa, če ste zgrešili glave 2-3 epizode nazaj, ko boste iskali to po internetu, pa če naletite na The Kingdom Hospital, ameriško, ne gledati, prosim, ne gledati, res, ne gledati. Se pravi, pejte raj gledati maraton sosed, sosedu sosed. Ja, sosedom. Ja. Sploh ne bom vprašal, kako ti poznaš vse te bizarne slovenske nanizanke. Zato, ker so me 3-krat vabil vanjo, da bi šel nastopati, pa vsakič se je mogel bolj bizaren izgovor spoven, da sem jih zavrnil. In kaj je bilo na koncu? V kjerom si ti bil hiša? Tretja hiša na levi, jaz star, ker sem bil koliko 19 let star. Ja, to so ti izgovori. V glavnem Maja, mislim, da si... Aha, ok. Ti si bilo šele grozno. Dal sem si high five z Jernem Kuntnerjem, prosim lepo. Oh my god, sorry. A z roko ali? Okay. Z rokavico. Ok, preden grejo te debate še v neke čudne sfere. Preden? Zdaj sem si pol ure izbrala prepozna pač res neko... Ja, konc, že prvih 5 minut. Torej, zdaj sem si izbrala pa res serijo Walking Dead, to je v bistvu ena izmed redkih serij grozljivk, ki sem jih dejansko gledala. In sicer jaz sem imela pač neko obdobje, kjer sem ful gledala pač te zombi filme in sem si rekla, ok, ful me je potegnil noter. In kar me je pač najbolj, tukaj sem hodila samo to izpostaviti, kar me je najbolj pri teh serijah je ravno to, da te toliko potegnejo noter, da dejansko začneš živeti tisto horror življenje, ki ga pač predstavljajo. In se prav spomnim, te zombije so mene takrat toliko prestrašili, to je bilo pač eno poletje, sem jih gledala tako na polno. In se spomnim, ko sem se poleti vozila z avtom okoli, sem še vedno imela šipe gor zaprte, zato ker sem se bala pač spustiti okno dol. Pač toliko bed mi je bilo. Plus tega, da sem vedno, ko sem videla ljudi na ulici, sem se nekako predstavljala, da sicer so zombiji. Pač kdorkoli se je pač malo čudno začel obnašati, pač ne vem, je mene začel postati ful strah. To je bila recimo ena izkušnja pri Walking Dead. Da mi je bilo ful bed. Ta z okni je brala. Ne, nisem predstavljala si, kako mi je bilo, ko sem šla na Metelko. Da ni gazila folka tam po avtocestu. To je MB Shape, sam manj ga zavila. Ja, se je že skoraj zgodil. To je dosti v redu. Jaz sem kot otrok, ker sem prebral Dalove čarovnice, sem pogledal Čudne ženske v nosnice. Kje je to? Oh, right, Dal. Dal, ok. No, to bomo potem kasneje. To že pride. Many memories. Ne, sam drugače The Walking Dead, je, a stripe je kdo bral? Strip je 100-krat boljši kot serija. To je itak res, a kdo je igral špile? To je bolj važno. Špili so fajn, so dejansko narejeni za Android in za iOS. Telltale Games so jih delali, ne? Ja, Telltale Games in so dejansko full fine. Mislim, da tako od vsake sezone ta prvo poglavje lahko džabe odigraš. In se res plača sprobati. No. In Telltale Games zdaj delajo tudi Game of Thrones špil. Ja, kar zato upam, da bo cool pač. Ne, za razliko od serije, ja. Igrce res ne bi igrala, ker pa na koncu bom res koga povozila, tako da mogoče bi bilo boljše. Usedla se boš v avto, šipe gor, pa tako gremo. Ja, ne, pa vse tako, ker dejansko je ful je tako, narejeni, špili so tako narejeni, pač ni nekih akcijskih zadev. No. Tako postolovščina, ki zbiraš predmete na kup, pa pomagaš, pogovarjaš se z ljudmi. Dobro je narejeno. Fora pri tem Walking Dead je glih v tem, da to ni o zombijih pač. Ja, zombiji so v bistvu tudi, če stripe bereš,
originalne, so v bistvu zombiji so samo neka sprememba, ki se zgodi oziroma ki ima za posledico to, da se pa ljudje začnejo čist drugače obnašati in fokus je na odnosih in meni gre recimo glih zaradi tega malo na živce ta serija, ker gre v bistvu na to, na en tak zelo plehek način se loteva te zadeve, oziroma na eni strani daje ful preveč poudarka na te zombije, pa streljanje, pa uno, pa tretje, ne? Na drugi strani je pa tako v bistvu, ne vem, nek generičen model odnosov v vseh serijah, ki jih imaš, ali pa v večini serij, ki jih imaš, in potem sam copy-pastejo in jih tlačijo noter, ne? In je v bistvu, za razliko od stripa, je zelo taka, ne vem, no, meni se je zdela, jaz je nisem mogel gledati. Stripe imam full rad, oziroma jih berem. Serijo sem pa tako gledal ta prvo sezono do polovice, pa me je minil zaradi tega, ker sem primerjal, kaj se je v stripu zgodil, pa sem videl, da je tam veliko boljš narejen, pa na veliko bolj zanimiv način prikazan to, kar so v filmu tako stereotipizirali, pa ajde na hiter gremo čez. Ja, pa sej to je pri teh grozljivkah, ki so recimo ki so serije, ne, tudi pri Vampire Diaries je to zares gaden primer, ko smo se hodili pogovarjati tudi o teh grozljivkah, serijah, ki so slabe. Naprimer, da potem je vse bazirano na teh odnosih, ne, in potem na koncu, če pač daš stran pač zombije in vesoljce in vse ostalo in vampirje, pač dobiš Santa Barbaro ven, ne. In za tega potem kar naenkrat strata ful slabo, ne. Pač prva sezona je še nekako okej, ker te kar malo pripravlja pač na zgodbo, pa se malo še vživiš noter. Potem kasneje pa v bistvu samo kdo je koga, pa kdo je koga prevaral in to je to. Zato mi je recimo ta, če spet malo nazaj v svoj rok, American Horror Story mi je glih zaradi tega dobra, ker se tako v eni sezoni odrola vse na enem settingu, oziroma nimaš teh tranzitionov med sezonami. By the way, zdaj sem začel gledati spet Twin Peaks, pač serijo in je fenomenalno tako, kako v bistvu kako prva sezona ful dobro zdrži, pa so začeli pa v drugi kar neki štukati, oziroma so začeli kar neki pakirati in tako vidiš, da je največji problem to, ko zmanjka štofa, oziroma ko ne vejo vnaprej, kako se bo zadeva odvila, oziroma kam bo ta zadeva pelala, ne. In je to ful pogost primer, no? Sploh pri teh serijah, se pravim, ko hočejo pač iz sezone v sezono vleči neko zgodbo oziroma neko štorijo, pa pol ne vejo čisto dobro zakva. Ma pa domen odgovor, zakaj v Walking Dead, čeprav se to dogaja v Ameriki, ni debelih zombijev? Ja, seveda pač, ne, zakaj ni debelih zombijev, ker zdaj walking it off, ne. Ja. Dejansko jih ni debelih zombijev zaradi tega, ker je bilo masko ful težko narediti, oziroma ker so pa razlagali te režiserji oziroma pač producenti, da je bilo za debelega zombija treba ful preveč narediti, ker za une šlank lepe zombije, ki pa laufajo tam po planjavi in naredijo še kakšno reklamo za vložke, da za pač debele zombije je bilo treba pa ful preveč maske, pa te kozmetike, pa pač tega fake špeha in tega, in so se pol odločili, da tega ne bodo delali. Ja. Pač eleganten način, kako bojo zdaj to epidemijo debelosti zaezili. Tako. Kako nas zombije. Jaz sam eno stvar zameram The Walking Dead, Hyundai Jeep je zmeram preveč čist. Ker je to očitno, da je Hyundai sponzor, ne? Da se vozijo v enem Hyundai Jeepu in Hyundai Jeep, vsi avtomobili so čisto že umazani. Krvavi, ja. Ja, edin Hyundai Jeep je čist. Ja, well. Tako da to je malo zamerno. Več meni je tudi serija, cool, no, moram reči. Ima pa domen prav, pač tam je bolj vse na zombije fokusiran. Tako da, Pižanc, mislim, da si ti, veš. Ok, jaz sem šel pa zdaj v čist drugo sfero in bom rekel nekaj glasbenega. In sicer Gravediggers 6 Feet Deep, oziroma kot bi mogla ta plata nositi originalno naslov Nigga Mortis. Oh, damn, I said that word. Ne, jaz ne smem. Zdaj citiram v znanstvene namene. Sam to bom rekel. Ne, sem v glavnem in... Joj. Vrhunsko. Kako človek, ko citira naslove, se takole zakolje. V glavnem še zmeri 500krat manj rekel to besedo, kot Klemen. To je res. V glavnem, it was changed to have a better reaction with the American crowd. However, the record was called by its original title Overseas. In gre za en projekt, ki ga je delal Riza od Wu-Tangov, še preden so Wu-Tangi zares eksplodirali, ampak je pa potem so izdali šele potem, ko so bili Wu-Tangi že zunaj. Je sicer on, ki je na tej plati bolj repo, ni bil še toliko producent,
Fruitquam pa Poetic, še 2 reperja, tako malo undergrounderja, kot The Gatekeeper, pa The Grim Reaper, imel tukaj The Resurrector ime, in pa še The Undertaker, oziroma Prince Paul, človek, ki je en največjih glasbenih genijev hip-hopu, tip, ki je delal hip-hop opera, Prince Among Thieves, pa te stvari, ampak stvar, na katero je on prišel, on je prej produciral, je bil zelo osredotočen na De La Soul. Oni so bili taki veseli fantje iz predmestja, taki hipijevske popevčice, malo so imeli, no in potem pa kar naenkrat upade ta plata, 6 Feet Deep's Gravediggersi, kjer je pa vse samo smrt, težke besede, hude slike trpljenja, in to je en tak res en boljših glasbenih horror izdelkov. Gor imaš na tej plati sta tako 2 najbolj znana komada, ki sta tam gor, recimo sta Diary of a Madman pa 1-800 Suicide z tako podrobnimi nazori mučenja pa samomorilskih izvedb, da si jih ne bi sramovali tudi te najbolj krvavi režiserji kakšnih B-zadev, tako da to je definitivno vredno poslušanja. In potem pa mogoče cel ta horror-core žanr, ki se je okoli tega tudi Eminem je na začetku nekaj tega, gremo šokirati. In če se vrnemo nazaj na tiste Simpsonove, ki smo jih prej omenjali z The Clockwork Yellow, je Cage, tudi en teh belih reperjev naredil, ki je njegov prvi preboj bil s komadom The Clockwork, je bil prav Clockwork Orange, kjer je samplal to muziko in spet neke take bolnice repov, ki jih pričakuješ tako recimo na noči groze v kinodvoru. A je v kinoteki to, kje ta noč groze, ki imajo? To punce. Kinodvoru. Pa sem prav imel iz prve, evo. Tako da dajte si to plato poiskati 6 Feet Deep in to je treba po noči na slušalke poslušati v temi in super, boljš kot večina grozljivk, no. Boljš kot Morana, definitivno. Kdo je gledal Morano? Ja, itak. Vidva nista fanta. Prav, v resnici najboljši, oziroma zelo najboljši, seveda žanrski. je najslabši slovenski horor, je Rabljeva freska. Tega imamo v planu, krat zna se zgodi, da ga bomo dobili in ga imamo v planu pokomentirati za glave. Tako da, oh my God. Jaz sem to gledal v kinu. Rabljeva freska, to je genialno. Ampak ne hočem reči, Morana dejansko se celo vidi, da je bil manj nastavke, ampak pa jim je full cache zmanjkal, nisem na hit, ampak tam je not mlada Nataša Raljan kot neko zombi dekle v nekem kvazi stop motion gibanju po skalah, to je tako genialno. Ti se bolj režiš kot vsem njenim šalom v Mariju. Okay. Ampak glih tle, recimo, ne, če zdaj to malo ugrabim temo, ne, veš, kaj je tisto, kar dela grozljivko tako grozno, oziroma kaj je tisto, kar loči grozljivko med nekimi temi, kako se temu reče, scary movie od 1 do 65, ne, pa med nekimi stvarmi, ki so res pač tako, ki te res stisne, ki gledaš. Ne. Vzdušnost. Ampak to sem jaz dal The Kingdom, oziroma Regan, se pravičujem. Ne, tako, če bi hotel svetovati recimo nekim režiserjem, kaj Roman Končar pride in reče, jaz bom zdaj snemal Rabljevo fresko 2, ne, upam, da bom dobil več ena na IMDb-ju, ne. Veš, koliko bi jaz plačal za Rabljevo fresko 2? 16 evrov. Kickstarter. Ja. Rabljeva freska 2. Pa se zdaj delajo neke grozljivke, a Perica mislim, da dela, ne? Ja, Perica dela eno grozljivko. Neki z Venom sta na koncu. To ni lepo. Perica dela pa je neko komedijo, sam pač vsi govorijo, da je grozljivka, ker pač dela Perica. Ne, Perica, ne Jarkovič, en drug Perica. A ja, okay. Prav, jaz tudi nisem vedel, pa sem še dojel. Ja, mislim, da Idila je naslov. Jaz ugotavljam, da te joke ful preveč resno deliveram in pa se noben ne smeje. Pa bi se mogel left track bi mogel med zraven. Te Franci so vas čist pokvarili. Sram me je sodelovati na takem podcastu, da pol take dobre fore in potem se noben ne smeji in vsi, lej Savič, kvaj prbol, fuck, pa ne mora. A ja, fuck, to je vic, ha. Ja, noben ne razume deadpana, ne. Grozen je. To je ta grozljivka, ne. Kjera Panov je umrla? Ja. Domen, povej. Izvoli. Ok, jaz sem hotel pač
se pravi, se premakniti iz tega American Horror Storyja in sem hotel nekaj novega gledati, oziroma sem rekel, da bom začel nekaj frišenega gledati in sem začel gledati Penny Dreadful. In ta zadeva ima trenutno, mislim, da 1 sezono britanskega porekla. Noter igra Eva Green, ki se v prvih 2 ali 3 delih še ne sleče, kar je ful čuden. Tako da po mojem so mogli eno kaskaderko uporabljati za ta prva 2 dela, no? Ampak gre v bistvu za en tak mashup med Sherlockom Holmesom, pa če ste gledali League of Extraordinary Gentlemen, pa v bistvu temi nekimi viktorijanskimi grozljivkami, no, kjer imaš pač ta dynamic duo oziroma trio, ki potem hod po tem svetu med resničnostjo in fantazijo in se pač kolje z vampiri in ostalimi mitološkimi biti. Noter nastopajo pa tudi te klasični liki, pač Jekyll, Dr. Hyde, Frankenstein in tako naprej. By the way, to vsi vemo, ne, da je Frankenstein je v bistvu zdravnik oziroma to pošast se šraufa, ne, ta pošast v bistvu nima imena, ne. Tako da to je ta funny trivia za vmes, ampak no in me veš še zanima bolj pač, funny trivia. Povej. Young Frankenstein, kje je igral Frankensteinova pošast potem? Boyle. Kje se ga današnja generacija najbolj spomne? Raymond. Foteru Raymondu. Kje je igrala Frau Büchler? Okay. Igrala je v Raising Hope od pokvarjeno senilno prababico. Dobar. Še neki. To je Doman. To je Fascinantno. to je še zdaj nekaj vse zate. mene. Doman. Smile and wave. Povej. Kva je to? Zakaj so pa Stooges na... Okay. Zoidberg je vletel. A Zoidberg je to? Aha, ok. Kaj je zdaj bilo? Penny Dreadful? Ja, Penny Dreadful in pač mi je zadeva, se mi zdi, da bo, se pravim, po 3 delih, no, se vidi, da gre v bistvu, da ima isti problem, kot pač ta Walking Dead oziroma vse te serije, da hoče preveč povedati na hiter, oziroma da ima to grozo pa vse te zadeve za nek tak fake background, v ospredju so pa neki taki kao, gremo se hvaliti, da poznamo Dr. Jekyll pa Mr. Hyde in biti full kao na pol intelektualci, zato ker smo to noter pofurali. Ja, pa ne smeš pozabiti Doriana Greya še, to je... Pa Dorian Gray pa intelektualna tako, no. Tako da je v bistvu zanimiv, če recimo gledaš paralelo z American Horror Storyjem, ki se v bistvu tudi dogaja, pač določeni deli se dogajajo v prihodnosti, mislim v preteklosti, pa v recimo daljni preteklosti, ne, je tle v bistvu, ker je cela zadeva v tej viktorijanski Angliji posneta, je tako malo, pač se vidi, da so dali spet ful preveč na izgled in ful premalo na dejansko vsebino oziroma na to, da bi imeli neko močno zgodbo. Ej, kakšen pa je ta okolje? Je tak true viktorijansko ali je bolj steampunkovsko? Pa v bistvu je tako malo mešano, no, glih zaradi tega, ker pač pol hodijo po nekih teh, tam rečejo, kjer hodi vera z roko v roki znanostjo oziroma ta fantazija v roki znanostjo, ne, in potem hodijo v bistvu po neki mešanici, no, ni čisti steampunk, nimaš ful teh nekih gadgetov pa nekih teh aparišnov, ampak po drugi strani je pa vsake toliko cajta uleti neki noter, tako da ima on neke ta očala ali pa neke te, ne vem, mašine pa tako naprej. Tako da tam nekje vmes. Ko si omenil Jekylla pa Hyda, ne, ena stvar je, ki je mogoče tudi vredno pogledati, je Jekyll iz leta, čakaj, to pogledati, kjero leto je bilo to, 2007, Steven Moffat je naredil tako malo sodobno in James Nesbitt igra BBC-ova zadevščina, čistko, no, mogoče za medklic tega in prihajamo v 3. krog in ker nam je časa zmanjkalo že pred 5 minutami, bomo v 3. krogu imeli hitropotezni šah, tako da vsak par stavkov, maksimalno 10 minut in doma na tebi damo 15 sekund. To. Bojana. Ok. Sorodniki so mi podarili knjigo, bila je z zeleno platnico, na njej je bila taka zelo pixelated fotka enega grozno čudnega modela, full scary, ker sem potem po neki par letih izvedela, da je to Roald Dahl.
v bistvu pač ne namenoma je bil scary. Ampak, kar je bilo pa meni pač čist grozno, je bila pa vsebina te knjige. Bile so to v slovenščini, mislim, da je naslov Nenavadne zgodbe. Zdaj ne spomnim se, kako je v angleščini. So pa pač to njegove zgodbe za odrasle. Ene izmed teh in pač že prva zgodba je tako malo psiho, zdaj ne vem točno se je navezovala dejansko na Hitchcockov psiho ali ne, pa pač o neki starki, ki živi v enem hotelu, kjer nagačuje, pač ima polno nagačenih živali in nek par pride tja in pač je dosti smešno seveda, ne, kot Roald Dahl vedno je, ampak hkrati imaš ves čas ta grozen občutek, da pač se bo nekaj se bo zgodilo tem ljudem. Ne? In na koncu sicer mislim, da ne zveš kaj, ampak glede vse tiste nagačene sove in to, ki so tam pač kažejo neko generalno smer, v katero bi to utegnilo iti. Tako da pač to je bila edina zgodba, ki sem jo tudi prebrala v tej knjigi, ker pač ne, pač, nisem, mogoče bom šla kdaj drugič kaj brati, ampak pač preprosto, tudi pač umela sem to omaro stekleno, v kateri je bila in sem jo potem zakopala nekam čisto na dno, ker nisem mogla niti gledati platnice. Roald Dahl ima drugače ful dobro to zbrane kratke zgodbe, ker v bistvu vidiš, da je on pred vsemi Kingi, Hitchcocki in temi zadevami pač... Mislim, da to je to, ne? Mislim, da to je se so, pri nas so išle zdaj, da tudi pred parimi leti Parsanjak v novem prevodu, pa zdaj ne vem, kdo točno jih je, Ana, jih je upam, da je boljša fotka. Prevajala. Ampak niso vse, tam je mislim, da sta, ko on ima v bistvu te kratke zgodbe, ima tako, mislim, da v 2 zbirkah, pa so pa ene collected stories in v collected stories so vsi, oni so pa pač v slovenščino pa zdaj mislim, da 2 te originalni zbirki prevedeni, no. Tako da nekaj dobiš, no ne dobiš pa vsega. Ampak je pa noter tako full teh, ki jih pol najdeš tudi, če ne drugje v teh Twilight Zone pa v ostalih teh klasikah. Ja, pa recimo v 4 sobah, ne? Tako, ne? Ja. Tako, ta Man from Rio z sekanjem prstkom. Meni, čeprav meni je najbolj creepy zgodb njegovih je, to je bilo še leta, ko sem jih bral predtem, preden sem zares postal fotor, je ono, ki ima en par šibkega otroka in potem mu daje ta matični mleček in ko začne otroku te čebelje dlačice. Ja, ona je fajn, ja. Ali pa uno, ki gre žena na dopust, pa moža pozabi v dvigalu, pa pride nazaj, pa je samo šel kostnjak noter. True story. On ima taki fajn, res jih ima fajn. Ja, pač tisto, kar je res super parol dodalo, je ravno to, da njegove otroške zgodbe niso nič manj creepy, ne? In to je pač tisto, kar smo, mislim, da vsi ne bi ocenili. Pa še ena trivija, ne? Čeprav se napiše Roald, ne, se v bistvu prebere Ronaldo, ne? Tako to ful ljudi meša pač, ja. In zelo dobro je tudi nogometno žogo vladal. That was very dead pen, by the way. Je pa mogoče, če pravimo, ne, da je bil on pred vsemi drugimi, ne, on pa Bradbury še pred njima, pa seveda ne smemo pozabiti Edgarja Allana Poja, ki je tudi izvrsten mojster kratke proze in to, lejte, če niste Poja brat, pejte si kakšne te njegove Telltale Heart, The Black Cat, polno teh zadev. Če niste Poja brali, si najprej pogledajte Epic Rap Battle med Pojem pa Kingom, pa vse ostalo. Čeprav jaz bi šel poslušati nekoga, ki je Ronaldo dal. Je pa The Best, če smo temu dejansko obstaja nek film The Raven, kjer igra Vincent Price noter, in je zelo tak bizaren. Not je tudi Jack Nicholson v eni prvih vlog svojih, mislim, da je to ena... Ja, to je Cormanova ena prvih 3 vlog, ne, če veste, Jack Nicholson, mislim, da njegova prva vloga na filmu je iz... sem mislil, da boš rekel na srebrnem platnu. The Little Shop of Horrors v originalu, tisto črno-belem, kjer on igra enega tipa, ki pride k zobozdravniku in hoče, da mu ful zobe pul. Ja, to so te in zakaj ti to veš? Kaj sem gledal ful te filme in tlej tudi recimo zabavna ta Raven, ki se začne ful resno, tisto neki valovi butajo ob pečine, v tem ta dvorec in noter Vincent Price v žalosten gleda Pallid Bust of Palace gor nad kaminom in se, kako pride krokar in trka in ga spusti noter, ne, in ga vpraša s tistim svojim Vincent Price glasom, will I ever see Lenore? Pa krokar, how the hell should I know? I'm just a bird.
Tanka je linija v resnici med smešnim in groznim. Ja, se pravi, da ta smeh je pol, ne, ta dejansko, smeh dejansko je še bolj efektiven, če pride kot neko olajšanje po groznem trenutku. To je pa modro. To je pa zdaj teorija smeha. To se pol meni smejite vsi na to forum, ne, da kao tako grozen trenutek neki Savič pove in pol vsi, dajmo pač lighten the mood. Ja, thanks. Pa sem jaz, ja, se mi zdi. izvoli. Zopet Anže Tomič v glavah propagira The Twilight Zone. Serijo, ki ti toliko da. Če nič drugega, je ne par epizod z Williamom Shatnerjem. Okay. Ampak ne, resno, kje se tudi splača, jaz zdaj sicer imam ta moj maraton, kjer hodim čez vse, ampak se splača, ker še jagodni izbor najdete na netu, pa kaj pogledati, ampak presežem, da tam, tok, ki je Twilight Zone, tam, ki je najboljši, je tok dober, kar karkoli, ki je zdaj na TV-ju. Pač, res. Hvala. Star to mene ospava, kaj to je. Jaz en del pogledam. Sharknado 2 ima začetek, če že niste gledali, ima začetek, ki se zgleduje po tej William Shatner epizodi z Goblinom, s tem z Goblinom. In če niste gledali, in super, ta referenca je pol na te Twilight Zone mešanco je v Tretjem kamnu Sonca, pa to smo meni tudi govorili, ko se Shatner pa Lithgow srečata, ko sta oba igrala v tem in vprašali Lithgow, ne Shatnerja kot tega Great Big Hat, kako je bil polet, prav da je nekaj bilo na krilu in prav ne govori, jaz to vem. Meni je najboljši parodija Twilight Zone, je meni še zmeraj Johnny Bravo. Kjer ni bil The Twilight Zone, ampak je bil The Zone where normal things don't happen. Ampak res, jaz bom to propagiral forever, no, to pa Star Trek, če se le da, ampak res, Twilight Zone, en jagodni izbor, pa ni uriš, če imate pa Netflix doma, pa sploh, no, mislim, da samo ena sezona na Netflixu manjka, boh ve za kva, ker so se skregali, ampak ja, evo, The Twilight Zone. A bo šel za Halloween kot kakšen karakter iz Twilight Zone? Ja, pa vsem razlagam. Ja, jaz sem pa unij iz 3. sezone 26 idej. Ja, ne bom ta model. Če bi šel kot nekdo iz Star Treka. V glavnem... Zdaj s Porkom lahko greš. Zdaj s Porkom grem sploh lahko. Maja. Kdo je zdaj? Ja, jaz sem. Jaz imam za tretji izbor, bom full hitra. Imam pač film Knowing in sicer sem ga dala zaradi tega, ker še zdaj ne moram odločiti, ali mi je bil full scary ali mi je bil dejansko full slab film. Mislim, da mi je všeč prav zaradi tega, zaradi česar je tudi slab, in to je to, da dejansko ne vem točno, v katero kategorijo bi ga sploh dala noter, ker začne se pač v eni punčki, ki zgleda, kot da bi prišla iz kroga, potem se nekako nadaljuje z neko jasnovidnostjo. In v bistvu, nisem še povedala, da Nicolas Cage igra noter, like, awesome. Well, Nicolas Cage v Scary Movie, mislim, how good is that? Ja, not can possibly go wrong. What can go wrong? V glavnem, potem se nadaljuje pač z neko jasnovidnostjo, v bistvu ugotovimo, da ta punčka sploh ni iz kroga, ampak je v bistvu jasnovidna. Potem, ker pridemo v Beautiful Mind, kjer v bistvu vse številke, ki jih Nicolas Cage odkrije, se kar poklapljajo z nekimi čudnimi datumi nesreč, ki so se zgodile v preteklosti. In potem kasneje... In potem kaj Nicolas Cage se svetuje Sabinija tajna in si spremeni ime v Savina? Ne. Žalost se tega ne zgodi. To je za drug del. To je drug del, ja. Potem na koncu ugotovimo, da v bistvu bo eksplodiralo sonce in da v bistvu to problem, ne? V bistvu bo konc sveta. To sem pa jaz gledal. Ja, seveda. Genialno. V glavnem in potem začne kar nekako spominjati na melanholijo od Trierja, ker potem je kar tako konc sveta. In na koncu se šele ugotovi, zakaj se bi se vse pravzaprav šlo, in to je to, da pridejo pač vesoljci
Ne. Vi ste Šlo se je končni zato, vesoljci. ker Cage rabi denar, ki ga tožijo pač in snema te bedne filme na 15 minut in jih ima, ne vem, 25 v letu 2014, samo zato, da od vsega. To ni v filmu, sorry. To je pol po kredicih, počakaš, te reveal video pač. Zdaj se najde tako genialno idejo v resnici, ker pač kaj bi bil ultimativni challenge za Von Trierja, da podcasta Nicolasa Cagea? Tle smo zdaj pozabili To- ta zadnji prizor, ne, ki se pravzaprav konča, ker sta ti dva, se zve, zakaj sta ti dva otroka, ker sta pa Adam in Eva na novem planetu. Tako. Oh. To je v bistvu point. Klašen je pa to Ja. film. Sam pa vseeno, še tako je, vseeno. pa še, če ga boste gledali na DVD-ju, paste, zato ker vsak DVD pride pač, ko odpreš, so noter tablete, ki jih moraš vzeti pred, pa med, pa po filmu, zato da ta film res prime. Tako da to je mogoče tudi še en tak, no. Sam je sam v originalnih DVD-jih. Pač, ne. Ja. That was a joke, Ah, yes, yeah, that was a that's a joke, deadpan okay. joke. Domen, dve novi fenici imaš. Kaj imam? Dve novi fenici. Tablete. Dve nove fenice. Ja. Hladilnik imam že poln. Kje je ta Barbara? Okay, preden postane vse bolj grozljivo, bom jaz rekel, če sem prej pluval Kinga, pa v njegov Kingdom, bom zdaj rekel sam tole. Come down here. We all float down here. Ampak to je, to je zdaj pa ta zadnji del, očitno bo ta zadeva dolga več kot 1 uro. Jaz bom to izkoristil za pač to nagradno igro, ker drugače ne bomo No, se boš prišli doma, in- počakaj, da priješ na vrsto. Dobro. Glavno sam to bom Ja, rekel, id. to je pa, lej, to je pa kloven, ki je naredil tudi kloven iz Psychovilla, ni toliko grozen, čeprav mu manjka ena dlan. In to smo gledali vsi kot otroci in vsi smo ostali potem obrazgotinjeni. Ne, ker, Da. Pa po, Za Tim Curry pa v po srani, tistem- ker si nismo upali na WC. Pač, Tim ne, Curry v zaradi- tistem, v Klovnovski tisti novici. klovnovski maski in totalno, za karkoli povemo, itak smo vsi to doživeli. Jaz sem sicer tako zabavno prigodo, ko sem to kot otrok želel, potem kasneje krat na faksu se odločil gledati, da si pri našem dežurnem kingologu Damjanu Zorcu, pejte na njegov blog, bomo dali link od spad pogled, ki je Zančo Kingu nekaj napisal, to prebrati. In sem si sposodil DVD, to je takrat, ko sem prišel v DVD, bom to gledal in dam noter, je bil pa oboje stranski DVD in gledam, pa je stran A, stran B, nekako piše, dam noter, in tako gledam, ok, groza, pa to. In ga tako fakt ubijajo unga, veš, reče, ok, kaj bo zdaj v drugi polovici filma, ne. Tako obrnem in vidim, aha, tukaj imamo pa zdaj videli, kako je bilo pa, ko so bili mladi, ne, ko se ta druga stran se je začela glih takrat, ko se kot odrasli znova začnejo stekati v mesto. Ne, in tako da sem imel en tak memento stil gledanja tega. Alternative Ampak a world. ti je bilo, mislim, ko si zdaj gledal, ne, recimo, da si bil malo starejši, ne, a ti je bilo še zmeri to grozno, Ja. kot takrat. a? Zna, ta ubere na ta prave strune, se mi zdi. Jaz sem to pol gledal še enkrat, pa mi je bilo, spomnim se, da sem to gledal, ne vem, takrat sem mogel biti v enem prvem ali drugem razredu in je bilo, ne vem, na A kanalu ali na RTV-ju so imeli to miniserijo tako v 2 delih, tako 1 uro pa pol, pa 1 uro pa pol, neki so pač tako je bilo čuden neki, no, ampak takrat se spomnim, da si res nisem pa lupil na WC id, zaradi tega, ker je bila tam ena scena, ki se v odtok odvije, pač ta Clown, Pike, neki, ampak pa sem pa še enkrat gledal in mi je bilo tako prav, pač, ker si vedel, da je Tim Curry, ne, in si ga pol predstavljal kot, ne vem, kardinala rišljuja v unih 3 mušketirih, mi je bilo sam še tako pač smešen, oziroma ne več toliko grozen, kot takrat. No. Kakšne so pa Je ti pa res, da- klovni zdaj v American Horror Story? Pa ti klovni so pa, mislim, so taki klovni, pač v bistvu imaš samo enega tazga klovna res zajebanga, ki ima v bistvu usta prevezana čez usta in pač nič ne To govori. bomo ampak tep samo naredili za naslednje snemanje. Da veš, nič ne govori, samo hrope pa tepe ljudi zbati, tako da dajmo se pol za naslednje dobiti skupaj v eni sobi, da bi jaz pol lahko izživim tega klovna v celoti. Ti bomo dali krepelce v roke.
Tako je. V bistvu ima une, ki je za žonglirati. Ampak je recimo tudi ful zanimivo, da so zdaj v bistvu te klovni pač v Ameriki, so prav, še malo trivije, so pač napisali prav protestno noto zaradi tega klovna v American Horror Story, da se jih zdaj kao folk ful boji in da meče slabo luč na vse klovne. The Clown Anti-Defamation League. Ja, tako ne, in jaz sem bil tako, malo ste prepozni, fanti. V Prečetu eno imaš, kako sta čez cesto, sta ceh klovnov pa ceh poklicnih morilcev, ne, in da v eni hiši imaš te mlade brez volje do življenja, ki se mrko vlačijo skozi dan, v drugi imaš pa bodoče morilce. Tako. Domen, tvoj zadnji predlog. Moj zadnji predlog je pa, tako kot smo se že prej s Tomičem zafrkavala, je pa Twilight Zone uno sranje v 80-ih. Ampak je fajn zaradi tega, ker je pač sranje v 80-ih, meni je to sranje v 80-ih všeč. Meni so všeč te frizure, meni so všeč ti rekelci, ki so grozni sami po sebi, te hlače. To zdaj razloži tvojo profilno sliko na Skypeu. Tako, ne. Pač meni je ta Twilight Zone je pol vica, je pač ta scena iz 80-ih. No, in se spomnim recimo ene čist take epizode, ki je v bistvu nek štopar, ki ga neka žena povab v svojo super vilo in potem je nek mož, ki je nek blazen audiofil in ima neke ful hude zvočnike ali neki in potem se tam neki zvočniki oziroma unadva seksata v mikrofone in on to posluša in pol mu glavo raznese od tega, ker je zvok tok hud. Ne? To sem zdaj ful dobro povedal, najslabši povzetki filmov ever, oziroma serij ever, ampak super je bilo, super. Ampak 80-ta so ta pol joka Twilight Zone je, da so jih snemali v 80-ih in da si imel to res pristno 80 cinematografij in igro in vse skupaj. Tako da Twilight Zone the 80s. Okay, super. Jaz se z ničemer ne strinjam, ampak ne, to je zato, ker ne ceniš lepih sukničev z blazincami, podramami. Mislim, to očitate pa Roxette fansom. Ja, očitno nisi true Roxette fan, pa smo te zdaj razkrinkali. Sam po za to, da bi dobil fane na aparatus. Ja. Ok, Domen, dej na hitro tole nagradno igro, ki si mi smo pa še nagradno igro, pač malo smo težili folku, da ne nam povejo, kaj oni gledajo oziroma kera je njim najbolj grozna nanizanka. Ne povemo, ker je sponzor Planinska zveza Slovenije in nagrada za izžrebanega brezplačeno spon na Šmarno goro. Tako, in gor bon za prazno šalico čaja. V glavnem, ene par folka ni štekal, kaj hočemo od njih, zato ker so govorili, da jim je ful grozna Beverly Hills, pa Vreme, pa TV Dnevnik, pa Miss Fužine. Sem tudi skoraj top 4 rekel. No, ne, to ne štejemo, rabimo take true, tako da imamo tle zdaj Roka, ki je omenil The Kingdom, potem imamo Živo Drakulič, ki je omenila Here Comes Honey Boo Boo. Sem mislil, da bo ona nekaj drugega rekla, glede na prink. Ja, ne, bi človek pričakoval, ampak ne, pač to štejemo pol. Potem imamo tukaj Ano, ki je rekla It, pa Mihata še enega, ki je rekel Scooby-Doo, pa Tomaža, ki je true fan American Horror Storyja, pa to je v bistvu pa še Aljaža, ki je spet rekel It. Tako da zdaj pa dajmo to izžrebati, jaz jih tle gledam, vi mi boste pa eno cifro povedali, pa bomo pol neki sešteli, pa odšteli, pa bomo dali eno nagrado. 4, 7. 221. No, v glavnem odločili se bomo za 7, tako da nagrado dobi Jambam 5 podgan, Miši nič ne sliši, dobijo Rok, ki je omenil The Kingdom. Tako da Rok, brezplačno greš lahko enkrat na Šmarno goro, čestitke, pošlj fotko, ko boš gor, jaz že dolgo nisem bil gor, odkar je plačljivo, tako da evo, nagradna igra zaključena, zdaj pa še official zaključek in potem gremo domov. Se skrit v bistvu, pod deko. Jaz mislim, da It si mogoče zasluži ene ekstra glave, ker ga gledamo in potem vse, kar se tam dogaja. In to v mojem vrstnem redu. Ja, sem gledal. Pižama memento. V glavnem, to so bile 41 glave, čez 2 tedna bomo govorili o
Štoparskem vodniku po galaksiji in mogoče še po drugih galaktičnih zabavščinah. Sicer pa nas najdete na aparatus.si na Facebooku, na internetu aparatus.si, tudi aparatus na Twitterju, aparatus.si poševnica podpri, kjer nam lahko darujete 4, 8 ali 12 evrov za delovanje aparatusa. Že si je zdaj za Halloween uskrbel novo roko, mikrofonsko šel, kupil si je dejansko mumificirano desnico od Tutankamona, ki mu zdaj čez praznike krasi mikrofon in sobo, tako da hvala vsem, ki ste donirali in omogočili to akcijo. Sicer pa, Anže, kje se tebe najde na internetih? Hitro povej. Jaz sem na Twitterju Anzeta. Domen? Jaz sem povsod, najraj pa pod deko, tako da pridite k meni pod deko in se bomo imeli fino. To se je dobro slišal. Orec Savič, nekje je ena zakašljala. Bojana, kje se tebe najde na internetih? Jaz sem na Twitterju malcontent baby, tako da to je to, ampak nisem... Blackberry forever. Yeah, represent. Maja? Ja, mene najdete v bistvu sam na Facebooku, ker sem toliko slab Twitter človek, da se tako sploh ne bom komentirala tega. Ti je 140 znakov, ful preveč. Na Facebook, to je to. Ja. Pa na Filmflow. Filmflow, ja. Filmflow, Filmflow, jo. Filmi, pa ženske, pa to. Filmi, 4 ženske. In nič Saviča. En mikrofon. Hvala za mikrofon. Smo bile pod deko. Mene najdete na Afna Pizama, tako da hvala vsem, ki ste se prebili do konca te Halloween edicije glav. Hoteli smo biti grozni, mislim, da nam je uspelo. Tako da, lahko pa za konc naredimo še eno res grozno stvar, oziroma bom jaz naredil. Evo, jaz sem se slekel majico. Jaz imam hujšo, pač rad bi povedal en zelo črn joke. Se pravi, kako se reče najnovejšemu dating sajtu za nemške duhovnike. To bo slab. Okay. Čak da rečem, dajmo najprej reči vsi 3-4 živijo, pa bomo mogoče, če bo dobro, bomo pustili not. 3-4 živijo. Čau. Ajde. Ja. Okay, in punchline. Se pravi, dating appu za nemške duhovnike se reče Kinder. Hvala lepa, to je vse z moje strani danes. Fajn se majte. What? I didn't get it. Ja. Ne, budale, Kinder, kao Tinder, potem je pa, nima dle, go away, nič ne šteka noben tle, to so najslabše glave ever. Ja, pa, za nemške duhovnike. Ja, se vem. Domen, a ti smem citirati Prešerna? Lej, ga stakne male nazad, si veselice, pa nič več. Domen, ti si pripravil posebna krvava imena za nas, vsa povezana s smučišči, tako da daj prosim predstavi, kdo bo danes vse v glavah. To se mi zdaj malo ujel nepripravljenega, besno klikam po mailih, ampak ja, jaz sem se nekako spomnil, najprej hvala za to, da ste me uslišali, v bistvu jaz rešujem vas, tako kot zmeri, ne. Po ulici se itak govori, da samo tiste glave se poslušajo, kaj je Savič noter, vse ostalo je sam filler do naslednjih glav, kaj je Savič noter. By the way, Barbara, pozdravljam svojo najljubšo in najbolj oboževano poslušalko, ki si je ena redkih upala v javnosti nastopiti za Saviča in proti vsem ostalim. Tako da lahko tudi povemo, da zdaj naslednjih 6 mesecev glav bo filler material. Tako. In zdaj je v bistvu fora, da smo si tudi zraven, oziroma sem si jaz zamislil, ker Anže skozi nekaj govori, da bi imel neke sponzorje, pa dajte denar, pa uno, pa tretje. Sem si jaz zamislil, da bi te glave bile sponzorirane od tele Planinske zveze Slovenije. Ne? In zdaj imamo tle Planinsko zvezo, kako to povezati z grozoto, oziroma kako to povezati z grozljivimi TV nanizankami, in sem se spomnil, da iščimo grozne ali pa krvave ali pa take besede v naših prelepih hribih oziroma gorah. Ne?
Tako da zdaj predstavljam, na začetku bomo predstavili pač nežnejši spol, pa ne pač Tomiča, ampak prav nežnejši spol, tudi uradno. Tako da bi najprej predstavil pač se pravi z imenom, priimkom in besedo, v kateri se skriva ena od gora. Ne, je pa tako malo twisti obrnjena beseda, namreč ne kandidatka oziroma oseba, ki jo bom zdaj predstavil. Tako da najprej predstavljamo Bojano Obovno Bregar. Dejansko imamo goro, ki se ji reče Obovno, ne? Najbrž to zaradi tega, ker pač ko prideš gor in pogledaš dol, rečeš Obovno, kje sem mogel iti. Potem predstavljamo... Mislim, da je ta ime predvsem etimološko povezan s tem, da je Sabina Obolnar gor enkrat uvodnik pisala. Mogoče... A ja, ne mislim, da je zato Obolnar, ker vsi obolevamo, ko beremo tiste nebuloze. Jaz sem prepričan, to je njeno stoječe ime. Ona je v bistvu po moje čist nekaj drugega, veš. Sabina Bobovnik. Bojana, daj živjo reči. Ja. Ne, zdaj jaz samo pač skušam ugotoviti, Kaj se dogaja, kdo je Sabina Obolnar, zakaj sem jaz Obolna, sem fuck you, never. Novo ime zahtevam, lahko sem tudi Triglav. Jaz imam drugo krvavo ime, jaz bom pa svoje te alternativne, jaz zate imam se šel na literacijo Bojana Bombe Pravice Bregar. What is going on? Ok, v glavnem, če se premaknemo z te Bovne Bojane, imamo tukaj še drugo pripadnico nežnejšega spola. Ne morem verjeti, da je Tomič zrihtal 2 bejbe, ne? To se mu v življenju še ni zgodilo, oziroma to se mu zgodi sam na internetu. Torej, tukaj je še... Zdaj, kako smo rekli glede tega, ona ima v bistvu tak dvojen stage name, ne? Imamo tle Majo Gobavico Willow, pa zdaj vi povejte, kaj je stage name, pa kaj je pač uno, kaj je Gobavica, oziroma kaj je pač ime gore, ne? Jaz mislim, da Gobavica si ti izbral, tako da to moš ti meni razložiti točno. Ja, ne, dajmo se delati, da je pač Willow ime gore in da je Gobavica ta priimek. In potem imamo pač še tri pripadnike moškega spola, ne, oziroma pač klasične podcasterje glav oziroma aparatus tima. Zdaj sam da mail najdem, to sem zdaj ful zajebal na polno. Imamo tukaj Domna Krim Saviča. Štekate kaj kri? Ne v foro Krima s C-jem, ampak Krima s K-jem pa z malim M-jem, ne? To je ful kompliciran. Tu sun basist je včeraj umrl. Ja, sej zato, ne? Sej to je tak dvojen joke, ne? Pol imamo tukaj Tomiča, ne? Ki je v bistvu Anže Krvavc Tomič, ne? Wow. In Boštjan Kon Gorenc Pižama, ne? Ta zadnji je malo tako neposrečen, ampak gre skozi, no? Če ne je pa alternativa, pač Boštjan Gorenc za Kov Pižama. Super. To so ta krvava. Najlepša hvala, Domen Grof Spamula, češki alpinist v Japankah Savič. Češki alpinist v Japankah. Ja, to so vsi v Japankah, tam ne poznajo gojzarjev, prav čuden, da čevljarska industrija na Češkem sploh kaj sluša od tega.